Velika sprememba prihaja v Evropo. Se vse več držav spoznava, da je čas za vljudnost in spodobnost mimo in da je prišel islamski prevzem, ter da se morajo upreti. In eden glavnih načinov, kako se upirajo, je prepoved burk. Saj so burke že dolgo velika tema razprav. Ali bi ženskam moralo biti dovoljeno, da se popolnoma zakrijejo? Je to verska pravica ali pa je to dejansko nevarnost za družbo? In mnogi med nami smo prišli do občutka, da je to nekoliko bolj problematično, kot bi si ljudje mislili. Nekateri izmed vas ste morda seznanjeni s pojmom roparjev v burkah, kar je skupina ljudi, ki resnično verjamejo, da lahko gredo ven in oropajo trgovine, ker če so pokriti z burko, jih ni mogoče prepoznati. To je odličen primer tega. Torej, to je pakistanski moški, ki so ga ujeli, ko je nosil burko med krajo v Združenem kraljestvu, kaj ne? Ker so burke postale simbol verskih svoboščin, vendar so v mnogih pogledih pravzaprav le simbol zlorabe in norčevanja iz sistema, ki omogoča te verske svoboščine. Kaj s tem mislim? Poglejte, popolnoma podpiram, da lahko ljudje v javnosti nosijo, kar želijo, dokler to ni javna nespodobnost, kaj ne? Torej, če so zelo goli, se vprašate, kdaj pa nekdo, ki je popolnoma zakrit, popolnoma neprepoznaven, morda varnostna grožnja, morda skriva in počne nezakonite stvari, kdaj to prestopi mejo? In zdi se mi, da so številni ljudje po vsej Evropi, vključno z vladami, kar je najbolj zanimivo, ugotovili, da je to preprosto korak predaleč. In korak predaleč je točno tako, kot te ljudje delujejo. Kajti, kot se spomnite, islamski prevzem ni le to, da ljudem dovolimo, da ravnajo po zakonih islama, kar bi, če bi bilo tako, mislim, da bi bilo marsikomu od nas v redu. Gre za uveljavljanje prevlade. In ta videz ljudi, ki se povsod, kamor gredo, zakrivajo, je nekaj, kar je tam zato, da vedno bolj dokazuje, da so ti ljudje prevzeli oblast in da ne moremo ničesar storiti glede tega. Zato se v Evropi pojavlja odpor proti temu in jaz ga potrebujem. Resen odpor strani vlad, zaradi katerega so seveda mediji popolnoma razburjeni. Mimogrede, dobrodošli v oddaji The Pushback, sem Meira K., vaša gostiteljica. Ne pozabite se naročiti in promovirati ta video, komentirati, všečkati, deliti naprej, ker poskušamo ustvariti gibanje, ki se bo uprlo temu. In zelo kmalu imamo za vas izjemno razburljivo novico. Zato bodite pozorni na to. A pa poglejte, koliko člankov imam tukaj odprtih. Evropa zaostruje znotraj danskega strogega imigracijskega eksperimenta. Evropa zaostruje nadzor nad radikalnim islamom, prepoveduje tančice, omejuje financiranje in se spopada z naraščajočim mladinskim ekstremizmom. EU je glasovala za to, da se dovoli deportacija migrantov. Zakon o prepovedi burke na Portugalskem. Parlament je odobril predlog PVV za prepoved muslimanske bratovščine. Stvari, ki smo jih pred nekaj meseci videli in so se nam zdele popolnoma nore, ter smo mislili, da jih nikoli ne bodo naredili, ker jih je tako strah, zdaj postajajo nekaj običajnega. In to je posledica javne razprave. Zato sem tako neverjetno polna upanja. Ker ko berete članke, so mediji proti temu. Ljudje pa niso. Zato si najprej vse to poglejmo. Samo nekaj besed naših sponzorjev. Za trenutek se pogovorimo o Medicare, ker ste verjetno izbrali načrt naključno, kar ni najboljša izbira za vas. In zato vam želim povedati o današnjem sponzorju Chapter. Chapter je drugačen. So neodvisni in so edini svetovalci za Medicare, ki primerjajo vse načrte, ki so na voljo po vsej državi. Zdravnike, potrebe in prioritete, da najdejo tistega, ki vam najbolj ustreza. Njihovi svetovalci so na fiksni plači, zato vam ne vsiljujejo določenih načrtov. Če ste že na pravem načrtu, vam bodo to povedali. Če pa niste, vam bodo pomagali zamenjati načrt. Lani so starejši, ki so zamenjali načrt preko Chaptera, v povprečju prihranili $1100. Ta storitev je brezplačna, traja približno 20 minut in vam ali vašim staršem, starim staršem ter ljubljenim osebam lahko prihrani veliko denarja in stresa. Zato pokličite Chapter na številko 610 680 37. To je 610 680 37 in začnite varčevati že zdaj. Kot smo že večkrat povedali tukaj, se sprememba, normalizacija upiranja tem stvarem v novih pogledih začne pri ljudeh. Ampak zagotovo se začne tudi s člani vlade, ki se upirajo in to naredijo za nekaj običajnega. Da se o tem govori, kaj ne? Torej, ta moški, prav, je portugalski desničarski voditelj André Ventura in pravi, da če želiš nositi burko, je zelo preprosto. Spakiraj se, kupi letalsko karto in pojdi. Pojdi v Pakistan, pojdi v Saudsko Arabijo, pojdi v Maroko, pojdi kamorkoli želiš, samo ne tukaj. To je način govora, ki ga še pred nekaj leti sploh ne bi slišali, ker je bil družbeno tako nesprejemljiv.
To, da ko vedno več ljudi vidi burko kot to, kar v resnici je, vedno več ljudi spoznava, da je to vrstna retorika tista, ki jo potrebujemo. Seveda bodo takšnega človeka opisali kot skrajno desnega voditelja, kot bomo videli v članku čez trenutek. V Švici je bila muslimanska ženska kaznovana 100 švicarskimi franki, ker je nosila burko, ki je v državi prepovedana z referendumom, kar pomeni, da so jo prepovedali ljudje sami. Kazni se je uprla in trdila, da gre za islamofobijo. Zdaj pa se sooča z višjo kaznijo v višini 1000 švicarskih frankov. Jaz to popolnoma podpiram. To je tisto, kar počnejo. Trdijo, da gre za islamofobijo in mislijo, da lahko hodijo naokoli na način, da jih ni mogoče prepoznati. Pri tem pa bi lahko pod oblačili nosile tudi nevarne stvari. Ampak spet, uveljavljanje svoje prevlade in želja, da bi rekle, da je to njihova država, je nekaj, kar jim kar gre skozi. In vedno več ljudi je res naveličanih tega. Ko rečem uveljavljanje, to je nekaj, kar se spreminja. Ker na Nizozemskem zdaj delajo na tem, da bi prepovedali, in prav je tako. Ker je vse v zvezi s tem, če poslušate svojo intuicijo, očitno problematično. Pozabite na verske svoboščine. Vse v zvezi s tem je problematično. Zdaj pa poglejmo, kako o tem poročajo mediji. Zakon o prepovedi burke, ki ga je sprejel portugalski parlament, velja za ukrep usmerjen proti muslimanskim ženskam. Torej, imate parlament, ki nekaj sprejema, ampak seveda mediji poročajo, da je to usmerjeno proti muslimanskim ženskam, kaj ne? Portugalski parlament je sprejel zakon, ki prepoveduje nošenje zakrival za obraz iz spolnih ali verskih razlogov v javnosti, kar velja za ukrep usmerjen proti muslimanskim ženskam, ki nosijo tančice na obrazu. O tem imam dve stvari za povedati. Mislim, da so ženske, ki so dejansko tarča, tiste, ki so prisiljene nositi vreče za smeti. V redu. To je moje osebno mnenje, da dejansko ščitite ženske in vse člane družbe, če omogočite, da lahko vidite osebo poleg sebe, ker je neprijetno, če tega ne morete. In to ni samo vprašanje neprijetnosti. To je lahko tudi resnično nevarno. In videli smo, da to zlorabljajo, kaj ne? Ni samo to, da si tega želijo in da to želijo početi tiho. Ne, uporabljajo svoje burke, uporabljajo jih, da lahko grejo ven in kradejo. Seveda ne vse, ne vsi. Ampak spet, če je vaš obraz prekrit, ste neprepoznavni. To je problem za družbo. Evropa zaostruje nadzor nad radikalnim islamom, prepovedi tančic, omejitve financiranja in obsežni novi protiekstremistični zakoni. Evropske vlade uvajajo obsežne nove zakone za omejevanje radikalnega islamizma, zaostrujejo nadzor nad financiranjem verskih skupnosti in omejujejo nošenje tančic, ki pokrivajo obraz na javnih mestih. Od Francije do Nemčije, o podpori usklajenih ukrepov Evropske unije, celina doživlja najodločnejši val varnostnih in integracijskih ukrepov v zadnjih desetletjih. In jaz sem vsekakor za to, kaj ne? Torej, preberimo nekaj teh stvari. Francija je prevzela vodilno vlogo za svojim prelomnim zakonom proti separatizmu. Zakonodaja daje vladi pooblastilo, da razpusti verske organizacije, ki se štejejo za nasprotne republikanskim vrednotam, ter uvede strogo nadzorstvo nad tujim financiranjem mošej in verskih združenj. Pariz je šel še dlje in predlagal prepoved nošenja tančic dekletom mlajšim od 15 let na javnih mestih. Nemčija je sledila z odločnim ukrepom novembra 2025 in prepovedala organizacijo Muslim Interactive zaradi širjenja ekstremistične ideologije. Oblasti so povedale, da je skupina spodbujala vzpostavitev kalifata in ciljala na mlade prek platforma, kot je TikTok. Približno v istem obdobju je Nemčija zaprla tudi več islamskih ustanov, vključno z bla 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 bla. Avstrija je uvedla pravila, po katerih lahko v mošejah služijo le lokalno izobraženi imami, s čimer želi omejiti zunanji ideološki vpliv. Vzporedno s temi varnostnimi ukrepi je več evropskih držav uvedlo ali razširilo prepovedi nošenja islamskih oblačil za zakrivanje obraza na javnih mestih. Francija je postala prva evropska država, ki je uvedla splošno prepoved burke in nikaba ter razglasila zakrivanje obraza na javnih mestih za nezakonito. Belgija je sledila junija 2011. V danskem odmevnem eksperimentu z migracijami prihaja do sprememb. Tudi pri njih se zdaj vse bolj osredotočajo na priseljevanje, saj razumemo, da je to del celotne zgodbe. EU je izglasovala dovoljenje za deportacijo migrantov v varne tretje države. Še pred nekaj meseci bi bilo to nepredstavljivo. Parlament je kljub polemikam odobril tudi predlog za prepoved muslimanske bratovščine. Tudi to je zelo pomembno. Obračunavajo z islamskim prevzemom. Je ta že zaključen? Je popoln? Smo že tam? Ne. Ampak ali se to dogaja? Ali dejstvo, da vsi o tem govorimo, kaj spreminja? Absolutno. In zelo sem ponosna, da sem del tega, ker smo kot družba imeli dovolj. Torej, če ste bili z nami skozi celoten proces in vidite to, kar vidimo mi, čestitke. Plima se začenja obračati. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.